Tether se dokončno umika iz evropskega območja. V drugih novicah pa tudi Trump si je premislil glede carin in kriptotrg si opomore. ECB zavrača Bitcoin in FTX bo v februarju začel vračati odškodnine. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Evropska regulacija majka prinaša velike spremembe na trgu kriptovalut, med katerimi je tudi umik stablecoina USDT iz nekaterih borz, kar je večina tudi že storila. Tether, izdajatelj stablecoina USDT, je razočaran nad hitrimi in nejasnimi ukrepi EU. Opozarjajo, da bi lahko te spremembe negativno vplivale na trg in povečevale tveganja za uporabnike. Po njihovem mnenju majka še ni dovolj dodelana, njena uvedba pa bi lahko povzročila neurejen trg in zmedo pri vlagateljih. Kljub temu Tether ostaja zavezan spoštovanju regulacij in trenutno pripravlja strategijo za evropski trg. Hkrati poudarjajo, da je trg stablecoinov v EU precej manjši v primerjavi z drugimi regijami, kjer je USDT veliko bolj priljubljen. Evropski regulatorji bodo do konca marca postopoma omejevali uporabo stablecoinov, ki ne izpolnjujejo majka standardov. USDT je tako odšel, le kateri stablecoin ga bo nadomestil. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal nove carine na blago iz Kanade in Mehike, so trgi močno zanihali, vključno s kriptovalutami. Vendar pa je kmalu zatem Trump napovedal, da bo carine začasno zamrznil za 30 dni, kar je trg sprejel pozitivno. Kanadski premier Justin Trudeau je sporočil, da bosta državi sodelovali pri izboljšanju varnosti meja in omejitvi nezakonite trgovine z drogami. Podobno je mehiška predsednica Claudia Sheinbaum potrdila, da bodo okrepili nadzor na meji in s tem pripomogli k ohranjanju trgovinskega dogovora z ZDA. Na to novico so kriptotrgi reagirali z močnim odbojem. Cena Bitcoina se je povzpela nad $101,000, potem ko je dan prej padla na $92,000. Podobno je Ethereum pridobil na vrednosti in se dvignil na $2,880 po prejšnjem padcu pod $2,500. Kriptoinvestitorji so pozitivno sprejeli novice o zmanjšanju trgovinske napetosti, kar je tudi spodbudilo povpraševanje po digitalnih sredstvih. Kot smo lahko videli, imajo tarife negativen učinek na trg. Bomo videli, kako bo naprej. Hej, če so ti naše novice do zdaj všeč, pritisni všeček, deli ta video, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boš zamudil naslednje epizode. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je jasno povedala, da Bitcoin ne bo del rezerv EU. Kot glavne razloge je navedla pomanjkanje likvidnosti, varnostna tveganja in regulatorne pomisleke. Medtem ko nekateri drugi regulatorji, predvsem v ZDA, sprejemajo bolj odprto politiko do kriptovalut, ECB ostaja pri svojem stališču, da morajo biti rezerve varne in zaščitene pred morebitnimi tveganji, kot so pranje denarja in nihanja cen. Kljub zavrnitvi strani ECB se zanimanje za Bitcoin kot rezervno sredstvo povečuje. Nekatere ameriške zvezne države so že začele oblikovati Bitcoin rezerve, poleg tega pa tudi druge države raziskujejo možnosti vključitve Bitcoina v svoje finančne strategije. Cena Bitcoina se je po tej novici celo povečala za 3%, kar kaže na to, da tržni sentiment ostaja močan. Ja, Evropa očitno ubira popolnoma nasprotno pot od ZDA. Propadla kriptoborza FTX bo 18. februarja 2025 začela izplačevati nadomestila uporabnikom, ki so upravičeni do vračila sredstev. Prednost bodo imeli tisti, katerih zahtevki zmanjšajo manj kot $50,000. Izplačila bodo izvedena prek platforma BitGet in dostopna preko portala FTX Digital Claim. Poleg glavnice bodo upravičeni uporabniki prejeli še 9% obresti, ki so se začele nabirati od 11. novembra 2022, ko je FTX razglasil stečaj. Ta dodatek je mišljen kot kompenzacija za dolgotrajno čakanje
čakanje na povračilo sredstev. Izplačila označujejo pomemben korak v postopku stečaja FTX, vendar ostaja odprto vprašanje, kdaj in koliko bodo prejeli večji upniki, katerih zahtevki presegajo $50,000. Kriptotrgi seveda pozorno spremljajo situacijo, saj bi lahko vračila denarja vlagateljem povečala likvidnost na trgu in s tem spodbudila rast cen kriptovalut. Nekateri analitiki napovedujejo, da bi lahko Bitcoin zaradi povečanega priliva kapitala dosegel vrednosti nad $200,000. Mislite, da bo to imelo kakšen vpliv na kriptotrg? Komentirajte spodaj. Hvala vam, da ste bili z nami in se vidimo v naslednji epizodi.